Če ste vsaj malo filmofila in želite maksimalno uživati ob ogledu filma, je dober zvok nujen. A nažalost je večina novih TV-jev zelo podhranjena v tem vidiku. Zakaj? Ker postajajo tanjši in fizično ne morejo imeti vgrajenih večjih zvočnikov. Zato so postali soundbari ali po domače zvočne palice nekaj nujnega. Ime mi je Miha in preizkusil sem Denon soundbar. Doma sem imel že prej Sonyjev soundbar in sem bil z njim zadovoljen, dokler ni naredil bridke smrti. Pri njemu sem pogrešal ARC preko HDMI-ja, saj je imel samo optični in AUX vhod, kar ni nič slabega, a zaradi tega potrebuješ dodatni daljinec za uravnavanje glasnosti. Če bi imel ARC, bi lahko dajal potiho in na glas s TV daljincem. ARC pomeni Audio Return Channel, povratni audio kanal. Na TV-ju preveriš, če to podpira, tako da pogledaš HDMI vhode, tam nekje mora biti napis HDMI ARC. Tako se soundbar prižge in ugasne istočasno s televizorjem ter kontroliraš glasnost kar z daljincem od TV-ja. V glavnem, Sony mi je crknil, rabil sem nov soundbar. Mora imeti ARC in ne sme biti predrag. Gledal sem 2.1 sisteme, kar pomeni, da imajo zraven palice še woofer, nizkotonec. Ampak slučajno mi je na radar prišel Denonov soundbar DHT S216 in s ceno okrog 180 € je imel točno to, kar sem iskal. No, razen wooferja, ampak o tem kasneje. Zanj sem se odločil, ker ima poleg prednjih zvočnikov in tweeterjev vgrajena še 2 dodatna nizkotonca usmerjena v tla, ki poskrbita za bolj izrazit bas. Ampak saj veste, kako je, ko bereš in gledaš take videe. Jemlješ jih z zrnom dvoma, ampak kako sem zadevo preklopil, sem bil presenečen. Bas je res lepo izrazit in se spusti dovolj nizko, da ne čutiš potrebe po wooferju. Tega sicer ne more nadomestiti in tu je drugi razlog, zakaj sem se odločil za to zvočno palico. Večina soundbarov je samo palica ali pa komplet z wooferjem. In ti kompleti imajo ponavadi svoj konektor za povezavo in so kompatibilni sami s sabo. Jih ne moreš zamenjati z recimo močnejšim. In tu Denon blesti. Ima klasičen cinch izhod za preklop na aktiven nizkotonec. Se pravi, da lahko kupiš bilo kateri aktivni woofer in ga preklopiš na soundbar. Slučajno imam Yamahin aktivni woofer, katerega sem preklopil gor in wow! Takega basa noben 2.1 komplet ne uspe proizvesti, vsaj v tem cenovnem rangu ne. Je pa res, da če nimaš takega nizkotonca že odprej, vas bo to koštalo od dodatnih 130 € ali pa precej več, odvisno kaj želite. Jaz sem sam vesel, da ga nisem uspel prodati za 50 €, kot sem takrat želel zanj, ker bi mi bil zdaj žal. Zvok, ki pride iz soundbara, je dober. Dialogi so razločni, pri višji glasnosti ne pride do popačen, ampak vseeno ni priporočljivo do konca navit zvok. Gledanje filmov je tako užitek, ne glede na to, ali imate dodaten woofer ali ne. Na daljincu, ki je majhen in ima zelo radirkaste gumbe, nastavljaš par stvari. Ker glasnost uravnava TV daljinec, si z njim naštimamo moč basa, izberemo možnost za očitev dialoga, brez da dvignemo celotno glasnost filma in 3 različne EQ presete. Soundbar ima vgrajen dekoder za Dolby Digital in DTS. Ponuja tudi možnost virtualnega prostorskega zvoka preko DTS Virtual X Surrounda, ki naj bi uporabljal napredne algoritme za simuliranje hišnega večkanalnega sistema. Ampak nisem bil preveč navdušen nad tem in sem vse izklopil s pritiskom na gumb Pure, tako da predvaja čisti signal iz TV-ja. Ko enkrat to urediš, daljinec spraviš v predal in ga načeloma ne potrebuješ več, razen če soundbar uporabljaš kot Bluetooth zvočnik ali preko AUX in optičnega vhoda. V videih je nemogoče prikazati kvaliteto zvoka, ampak vseeno imate tu en vzorec. Getting a lot of blood on my car. 1 second, there's a BMW chasing us. Hey, can I just take a moment to thank you? There is nothing else I'd rather be doing with my life. I don't care. Getting a lot of blood on my car. 1 second, there's a BMW chasing us. Hey, can I just take a moment to thank you? There is nothing else I'd rather be doing with my life. I don't care.
Denonov soundbar ni prevelik in bo s svojimi 90 cm pašel pod skoraj vsak modern TV. Na hrbtni strani ima tudi luknje za montažo na steno, če vam to bolj ustreza. Ko smo že na zadnji strani, si poglejmo, katere priključke nudi. Imamo dva HDMI vhoda, eden je namenjen za povezavo s TV-jem, v drugega pa lahko vklopite na primer konzolo ali Blu-ray player. Soundbar preko HDMI-ja podpira 4K 60 Hz in HDCP 2.2 standard. Če imate PlayStation 5 ali ta nov Xbox, jo preklopite direkt na TV, če želite imeti več kot 60 slik na sekundo. Soundbar sem brez težav preklopil na naš Hisense TV, o katerem sem naredil video, ki si ga lahko ogledate nekje tukaj. V glavnem sem s to palico zelo zadovoljen in jo zelo priporočam. Če se še niste, se prosim naročite na moj kanal, ker me to zelo motivira za ustvarjanje novih videoposnetkov. Stisnite en like, pa delite video med prijatelji. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau!